Blejski kot leži na ozemlju, kjer se stikajo alpski, sredozemski in panonski svet. V središču večinoma ravninske blejske pokrajine sredi gora je jezero. Nad njim pa na prepadni vzpetini tisočletni grad. Dežela Kranjska nima lepšega kraja, kot je z okoliščno ta podoba raja, pravi pesnik Prešeren. Bled se v pisnih virih prvič omenja leta 1004, Blejski grad pa leta 1011. Z latinskimi besedami posestvo z imenom Bled, ležeče v pokrajini z imenom Kranjsko in Blejski grad sta zapisana v darovnicah, s katerima je nemški kralj Henrik II. Podelil škofiji z Brixna blejsko gospodstvo. Blejski grad je postal upravno središče brixenške zemljiške posesti na Gorenjskem. Kakšen je bil prvotni Blejski grad, ni znano. Po primerjavah iz 11. stoletja bi bila najverjetnejša stanovanjska stavba, palacij, z dvoriščem obdanim z obodnim zidom. Pod gradom je bilo pokopališče. Tam je bilo najdenih več okrasnih zaponk, ena s likom vladarja, druga s podobo božjega jagnjeta, ki je upodobljeno tudi v grbu brixenške škofije. Več kot 300 let so graščino upravljali škofovi ministeriali, ki so se pogosto imenovali po Bledu. Verjetno v 12. stoletju so na dvorišču gradu zgradili samostojno kapelo in zunanje obzidje. Predvidoma v 13. stoletju so zazidali še drugi palaciji. Srednjeveške stavbne dediščine se ni veliko ohranilo. Delno sta še ohranjena obzidje in vhodni stolp z romanskim stranskim portalom. Od leta 1371 do srede 16. stoletja so brixenški škofi blejsko gospoščino dali v zakup gospodom Krajgom. Grad je bil gospodarsko in kulturno središče, kraj, kjer se je srečevala družba tistega časa, saj so tja po različnih opravkih in nalogah prihajali ljudje različnih stanov in poklicev. V tem času sta bila sezidana drugi palacij in gotska kapela. Leta 1458 je Bled obiskal brixenški škof Nikolaj Kuzanski, kardinal, teolog in filozof, eden največjih mislecev 15. stoletja. Prizadeval si je za obnovo blejskega gradu, ki ga je videl v slabem stanju. Potres leta 1511 je grad zelo poškodoval in že kmalu zatem so ga začeli obnavljati, kakor pričajo ohranjeni načrti. Tudi blejsko gospodstvo so pretresali nemiri, pritožbe kmetov, pravi kmečki upori, protestantske ideje. Tedaj je bilo v slovenščino kot 16. jezik po vrsti prevedeno Sveto pismo. Prve grafične upodobitve kraja in gradu so iz let 1679 in 1689. Po potresu leta 1690 so grad znova preuredili. Stavbe so v osnovi še danes ohranjene. Tudi kapela je bila obnovljena in poslikana v baročnem slogu. Družbene reforme v drugi polovici 18. stoletja so podložnike osvobodile fevdalnih obveznosti. Brixen se po zemljiški odvezi leta 1848 ni več zanimal za Bled in je gospodstvo prodal. Grajsko poslopje je izgubilo svojo prvotno funkcijo fevdalnega sedeža. V 19. stoletju sta grad na skali in otok sredi jezera zaradi svoje slikovitosti postala največja turistična znamenitost slovenskega prostora, Bled pa politično-narodnostni simbol slovenstva. Po drugi svetovni vojni je bil grad nacionaliziran in razglašen za spomenik. V letih 1951 do 1961 je doživel obsežno prenovo. Takrat je postal privlačno razgledišče, njegova notranjost pa muzej.